po mojem zdaj pul za 200 presežem. Ti je bilo res opasno. Največjim veseljem. No. Da, Tomaž, zdaj prosim, če nehaš snemati, ker se bom slikla. A ne pravijo, da so neplanirane stvari vedno najboljše in to čist drži? Ja, midva sva semle prišla čist neplanirano. Se pa vidi, da kar imaš te oprijeme plezalne. Meni se tole res ni zdela dobra ideja, ampak Tomaž je itak, se veste sami. On je čist nor. Te pa je zmetem, mislim, da? Njegova številka. To je to, ja. A, to si ti povedal, božno. Ja, da ne bi bilo kaj narobe. Te pa ful dober. Lep si ti. Ja, prijatelja so midva, ne? Sva ne, ja, vidiš. Ta jama Belojača. Tjaša se že kar nekaj razburja, ker ni interneta. Ja, če mi ne dela navigacija, pol. Ja, Tjaša, to se moraš prej pripraviti. Ja, sem se, ampak je pol kar razginal. Zdaj me skrbi, kaj taka pot, veš, ampak... Evo, lej, na asfalt so prišla. Aha, super. Samo... Ja, veš, midva so prišla tu. Tomažov Mercedes se brez problema prebija po brez potih, ker tale cesta niti urisana ni sploh na zemljevidu. Ampak tu več kot od avta je od šoferja, veš, Tjaša. Aha, ja, to imaš pa tudi prav, Evo, s Tjašo greva spet na izlet. Tokrat imava eno nove lokacije v mislih. Pa Tjaša je vse to naštudirala, tako da naj kar ona pove. Ja, seveda z vašo pomočjo, ker sva dobila res ogromno enih predlogov. Tako da, ja, danes greva v bistvu okolico Ptuja, širšo okolico Ptuja. Za začetek sva si izbrala tale južni del od Slovenske Bistrice in se greva zdajle najprej pogledati jamo Belojačo pa Šodergraben, ker zna biti zelo zanimiv čist po najinem okusu. Tako, ja. Nič pol pa naprej proti Ptuju, cel kup enih zanimivih stvari, jezer, razgledni stolpi in tako naprej. Kot je že Tjaša rekla, greva najprej pogledat jamo Belojača. Glede, tamle zadaj sem avto parkiral, je glih za enega plec, tlele je tabla, midva s Tjašo greva pa tlele noter in potem se tudi to v Sotesko nadaljuje, ali kako? Ja, naj bi bila tukaj v bližini Soteska Šodergraben, bova videla, upam, da je. Bomo videli, gremo. Kaj si Tjaša ugotovila glede te jame? A veš, da je to najdaljša štajerska kraška jama? Sem prebral, ja. Zanimivo. In vhod naj bi bil skozi 120 metrov visoko razpoko, samo to je sigurno zaprt. Po mojem ne morva noter. Ja, lej, greva pogledat, pa da vidva. No, zdaj greva proti jami, pa da vidimo, ali je zaprta, ali je odprta. Če je odprta, bom razočaran, ker nimam s seboj luči za noterjet. Tako da mi je čisto vseeno, ali je odprta ali pa zaprta. Oziroma vsem bi raj videl, da je odprta. Ja, Tjaša, lej, sem tole ni nič videti zaprta. Tako da tole bo šlo, sem, ker nimava midva nobenih luči. In lej, tudi ljudje hodijo noter, ko se vidi, aha, tam plezajo, netopirji so tle tam pisalo. Gledam, če tamle kaj je gor, ne vem. Tu se gre noter, lej, kakšna dvorana. Sam bom nehal snemati, ker nimam luči, tako da Tjaša, to bo šla midva še enkrat pogledati. In zdaj ve, Tjaša, da mi moraš zmeraj naročiti, če moram luči s seboj vzeti. Ja. Ampak dobro, moram tudi jaz sem nepripravljen in mislim, ne vem, zakaj nisem vzel. Pa sem še danes zjutraj pomislil, da bi jih, pa sem rekel, dobro, se tle prek morja, pa to je vse ravno, kaj češ z lučmi, ne? Ne, nože. Kaj če me napadejo? Kdo če te napaste? Je netopirji. Pa ne bi reč, da te je strah.
Ja, ptiči, ne? Ja. Kaj pa, ki si na morju, ki so oni škrgati? Ja, ne, sem to je prav grozen, kamuno, ki so že fulačni, da ne. Tale jama je ful huda. Ful bi jo vam rad pokazal, samo je ne morem, ker imam 2 telefona, ki si svetem, ampak to na kameri se pol nič ne vidi. Sem takole čez sebe osvetem, se vidi, drugače pa ful greš lahko noter, tle je pred mano ful en ozek rov, dviguje se, ful hudo. Zdaj, tle, če grem naprej, bom tudi ves dobesedno usran, tako da jaz bom semle šel še enkrat, ampak se moram in drugače oblečiti, pa boljše luči. Drugače pa tle ja res neke ptice se slišijo, mogoče malo grozno je, tako da, kakor ste videli, Tjaša je bila čist prestrašena. Neč, jaz sem to zdaj ene 20 metrov noter, nič več, ampak ful zanimivo. Kakšen je plan naprej, Tjaša? Zdaj smo malo v dilemi, ki je ta Soteska Šodergraben. Ja. Piše, da je v bližini te jame, zdaj ne vem točen. Po mojem, tam, ko imamo mi avto naprej noter. Ja, greva pogledat, upam, da bova. Ni pa nobenega človeka nikjer, da bi ga vprašala. Kaj, Tjaša, misliš, da bo tle naprej Soteska? Ne kaže, a? Ja, čeprav, če piše bliz. Ja, jaz mislim, da dol ni. Neka pot je tle. Pa iti naprej, no. Se bojiš ven koga. Ja, pa lej, je tle neka pot. Bo šlo, Tjaša? Bo. Sej da vidva, ali je to ali ni. Ne, po mojem se to ustavlja. Čeprav je tle nekaj teče, pa mogoče je tu neke vrste Soteska samo. Lejte, tam neka pot, sem tu ni že 100 let noben hodil in ne bo to nekaj, da bi bilo za iti. Tjaša, veš kaj jaz mislim? Da je tole Sotesko bo midva danes spustila. Zdaj, če je tale tukajle, je čist premalo prehodna. Oziroma bo probala dol koga vprašati, če ga bova srečala. Drugač bojo pa tisti, ki ta video gledali, nama povedali, kje so ga ustrala. Pa bo kdaj drugič lahko. Najdla sem, lej, tukaj naprej, ki je slab Šoštarica, piše Šodergraben Soteska s slapom in jamami. Ja, sem kje bo tu zdaj? Ja, nazaj dol na cesto moramo iti pa naprej. Aha, no, dober. No, zdaj smo pa najdla še premogovnik, Šega. In ta premogovnik se omenja že v času Napoleona. In ve, da so tukaj Francozi kopali premog. Tako da me res zanima, greva pogledati, če se da noter. Ja, drugače gre to za majhen rudnik. Tle piše, da je delalo par ljudi, samo 4 do 6 rudarjev. Tako da peva ja pogledat. Ajde, Tjaša, pojdi naprej. Zakaj jaz? Ja, pa te nimam, da se tle pa ni na tom berju, tako kot tam. Ja, kaj pa če so? Ja, ne vem, poje treba to pogledati. Čeprav sliš se jih ne tukaj. Tako, kot se jih je tam. Ja. Zanimivo je. Pa kar odprto. Ja. Je pa če dale nižji postaja. Pazi glavo. Pazim. Tjaša, tole me pa kar malo čudi, da te ni nad strah. Ja. Čak, daj ustav se, da posvetu obe dva naprej, pa da vidijo, če se kaj vidi, nad se ne vidi. Tebi gori lučka? Ja. Ja, le, čist nad se to ne vidi. Ne. Tako da ja, preslabe luči imava, tako da jaz bom kar obrnil, Tjaša, ti greš lahko pa še naprej, če hočeš. A ja. Drugač, tlele so čas vrata, vle, zaprem te vrata, Tjaša. Ja. Moraš biti kar primerno oblečen, pa obut za samle noter. Ja, verjeten, da če bi imela boljšo luč, bi bilo verjetno zanimivo. Zanimiv podatek bi bil, koliko je globok ta rudnik, koliko časa se lahko gre. Ker pol je voda ratala tam naprej in zdaj bi mogel imeti neke škorne, pa bi bilo verjetno kar zanimivo. Drugič tole, Tjaša. Drugič z lučjo. Kaj praviš, Tjaša, ni tle zaparkirati? Ale
po mojem ni dosti trdo. To nisem videl, zdaj je most. Ja, pa je železna šina spodaj. Tako da jaz pa mislim, da je. Čaj, grem je še spodaj pogled, tle je ena zapuščena domačija. Ja, ko pa vem. Kakšen je tale most? Trdo kot kamen. Ne, če tu želez spodaj je čist dober. Šina, ja, lej, tu je tank lahko gor zapeleš, Tjaša. Bo. Je samo želez, tako da, tu je ujačeno, veš kako. Če jaz skočem gor, si potrebno. Ja, ti si težka. Tu je vse tu ne more res, tank ne more tu uničiti. Meni se tole res ni zdela dobra ideja, ampak Tomaž je itak, se veste sami. On je čist nor, da se malo lepši izrazim, a ne. In pač bo zapeljal, lej. Mogoče bomo pa... Sem. Je če kar nekaj dol padal. Ja. Tjaša, ko boš šla nazaj, se boš prej v avto sela ali šele kaj čez Ne, pride? siguren se ne bom prej, kot tole je bilo. Kaj? Ja, tako, vse se je tresal, nekaj se je slišal, da dol pada, tako da... Te je bilo bolj strah za avto ali zame? No, strah me je bilo to, da bi se najin izlet končal. Zakaj so parkirala tukajle? Zato, ker tamle samo malo naprej je rampa, tako da to je zadnja možnost za parkiranje. Tle pa rampi gre naprej cesta, tako da bi šla lahko tudi naprej. Kaj, Tjaša, si spet usrala ga? Ne, nisem ga nič še usrala, ampak spet sem v dilemi. Aja, Ker ne vem, mora biti tukaj ali tukaj. po mojem, da spodaj. Tudi tle je voda, tako da jaz tako mislim. Midva se spet malo loviva. Spet je kriva Tjaša. Nisem to rekel. Je pa res, ne, to, kar si zdaj rekla. Tam je bil za slab tabla, pol pa nobene več. Je pa najbrž tam, kar si ti rekla levo, jaz pa desno, Sem rampa. sem najbrž jaz narobe rekel, tako da predlagam, da greva nazaj, ker tam že neko cesto vidva in tudi po zemljevidu se omikava, ne, greva stran, neč popeva kar Greva nazaj. nazaj. No, zdaj pa smo na pravi poti, začela si soteska. Tjaša, vem, ti si imela prav, vem. Ja, ne, to sploh nisem hotel omeniti. Aja, zanimiva soteska, ful je sveže, samo veš kaj je, vode ni, tako da tega slapa ne bo, ampak, sicer kje pa bi bil ta slap? Se to sploh, tle so vstal vse skupaj, načeloma, da se pa jeti lahko naprej, ja. No, evo, bomo šli po strugi. Tole bo zanimivo. Ajde, Tjaša, da te vidimo po tej suhi strugi. Madonna, ti si kaj? Jaz sem skozi boljša. Skozi si boljša. Sem tle paz, da... bravo. To bo moj zdaj pul za 200 presežem. Ti je bilo res opasno. Jaz sem imel občutek, da čist proti nama leti. Povej, kaj je bilo, Tjaša. Ful ena velika skala je padla dol. No, velika, sej. Ali je čisto vse ena let. Kamenček s primerom 10 centi ali pa če še večji te uštima. Ti, ampak drugače pa huda tale soteska. Tlele je tale slab verjeten in se tudi vstal. No, kamen je pa pol, glih tamle na poti. Ja, če bi šla 10 sekund kasneje, pa bi glih tle nikje. Je bo tamle nikje dol pušil. Sem imela srečo, ti si še zmeraj iz sebe. Ja, tega me pa ful strah, res. Ja, se je to res, ne? Veš, tu pol pa gruntaš za kaj čelado, ne? Zato pa nama vsi pišejo to. Ja, veš, so bolj pametni, kot mi dva. Ja. Neč, ampak vsem gremo naprej.
Tole je zdaj ta presušena struga, ne vem katere reke, ti Tjaša si tudi pozabila najbrž. Ja, mi sploh nismo napisali, pa No in Šoštar. tole je slab, tako da tle sva je najbrž najna odesijada zaključila. Kam si se pa, zakaj si se pa kaj zrihtala? Čakam. Ne more kamen dol pes, ne. Drugače pa lejte tle plezališče, vidite te oponke. Tako da, a zdaj zanimivo, kaj je naprej. Tomaž se je odločil preplezati slab. Slab šo. odločil, probal bom, kako bi to šlo. Vse so neka zadeve. Se pa vidi, ker imaš te oprijeme plezalne. Sam pol dol, ne vem kako špor. Ja, bom pa skočil. Jaz ti svetujem, da greš nazaj. Tudi sam to razmišljam, čeprav bi šel čisto enostavno naprej, ampak glej, veš, tle se dobro držim, tle se lahko še dol prijemam, ampak za dol me je strah. Ja, Kako bi prišel, gor bi čisto komod prišel. Samo dol. Dol bi bil pa hud problem, pa glede na to, da je življenje lepo, se ne splača to riskira, drugače pa čisto komod bi prišel. Lej. to ti verjamem, ampak rajš prid nazaj. Takole je to. Jaz sem prepričan, da je tale soteska naprej zanimiva, samo tole bi mogel preplezati. Pa jaz brez varovanja nisem hotel, kakor ste videli, pa bi šlo čisto enostavno, samo dol bi me bolj skrbelo nazaj, tako da Tjaša ti pa tudi najbrž ne bi šla glih tlele plezati. Ne. Ne. Pa še ta kamen padajoč te je malo To prestrašil. me kar zelo prestrašil. Vidim, da si kar iz sebe. Tako da greva zdaj nazaj do avta, pa naslednjo točko. Ne? Ja, greva. Ajde, kar gas. Zakaj si se ustavila, Tjaša? Ne skrbi tega pričakovati. Je ne greš v avto? Bom šla, ti, ker moram te usmerjati. A ja, Nekaj no se meni tu pa kamerca. res. Pa da vidimo, če bo še v ta drugo zdržal tale mostek. Meni se ne zdi neki siguren, ampak če to imaš prav, da bo, pol že more biti. No, pa da vidimo. Okay. Uspelo je! Ja, že zdaj, ko sem pa dvakrat šel, greva še enkrat, da si pa še ti noter. Zdaj pa zih podal. Je možnost streljanja s pravim lokom, Ja. takrat tudi naredimo v dolini ali tukaj. Letos je dodatek še bazen že in seveda savna, ki sta trenutno majčkeno manj aktivni zaradi te strukture, ki se tudi dela. Ne. Pokazala vam bom zdaj sam prostor ali glamping. Zdaj jaz se opravičujem, ker je to majčkeno Ni problema. vzdrževano, ampak to je tako. Glampingi so sestavljeni z lastno klimo, Zelo lepo. ki je dovod in odvod. Aha. To je ves les je star 100 let, delal je brat sam z enim gospodom. Glamping je lahko za 4 osebe. Lahko je francoska, lahko je še trojkica, ki je tista, vidite, venda, in seveda za otroka isti pograd gre gor jogi na vrh. Tako da 4-članska družina ponavadi biva. Lepo. Ja. Tukaj je tudi eko-WC. Aha, kako pa to zgleda, eko WC? To se razkraja vse v to. To je, Tako, kakšno luč užgemo? ja, tudi, tako dala, da ne bo. No, to je potem tako. Tukaj ima gost kopalnico, Ja. kuhinco, vhod na teraso s pogledom dol in seveda na vrhu so je spalnica, tu je pa potem so sanitarije. Sanitarije so na ekološki način narejene. To pa pomeni tako, da ko odpreš, greš na blato
se vklopi ventilator in kjer se tudi vse skupaj razkraja. Te skulpture. To pomeni, ta skulptura je, kot vidite, da ta Tim Gajser, svetovni prvak v tem, živi v Makulah. In ker smo se mi on je iz tukaj. On je iz tukaj, iz naših krajev in ta skulptura bo stala v Pečkeh. Tjaša, tole pa niso planirala, ne? Ne, res zelo pozitivno presenečena. Tako da res mi ni žal, da sva sem zavila. Neverjetno prijazni ljudje, lastniki, gostitelji, tako da res lepo. No, dobila so tole, tako da tole jaz pričakujem, da bo zelo dober. Kakšne lepo kozarčke imava. Glinene. Glinene. No, pa boš ti, Tjaša, mogla pa še tole probati. Z veseljem. Vidim, da si navdušena, tako da tole res imajo eno tako hudo zgodbo, bi rekel, tako da res. Res lepa, pristna, domača. Ja, in to je, rečemo, čist nekje, bom malo grdo rekel, Bogu iza nogo, kar je sicer pozitivno, tako da bom rekel, ne razumem ljudi, ki hodijo na une top turistične kraje, lejte, tukaj boste za svoj denar dubli mnogo več in bolj se boste počutili in bolj boste sprejeti, se upam trditi, glede na videno, tako da tole je res fantastično. Ja, res lepo. Zdaj bo tole mi pa probala, ne? Ja, bova. No, zdravje, Tjaša. No, zdravje. Kako je, Tjaša? Takele stvari jaz obožujem. Vidim. Domače, tole skuta, te narezki, vrhunsko. No, super, dober tek še enkrat. Hvala. Zdaj imamo pa posebno zadevo. Tjaša bi rada vse tri poskusila, pa je malo nerodno, da bomo mi čudno gledali, ampak Tjaša, nej poskus ne bo, nej ti ne bo nerodno. Mislim, vse tri lahko poskusiš. Najprej žajbelj z limonom. No, da vidimo. Kar hudo sonce, ampak je vredno. Preveč si mi vled. Malo bolj živahna, ko so hude sence, hude doma. Tu je napaka, veš. Dober? Ona je mislila objaviti Tim Gajser, ne? Motokrosist. Jaz sem pa sam še enega. Ja, se piše. Katerega boš? Tale me zanima. Tale bi bil mogoče zate, Tomaž. Žrebčeva moč. Kjer bi ni dovoljeno, ali pa kaj pa vem, tudi brez veze, da se dela kip živega človeka, ne se ne bi motokrosist pač. Motokrosist, ki predstavlja... Taj pa z metem, mislim, da? Ker je njegova številka. To, ja. To si ti povedal, bolj ono. Ja, da ne bi bilo kaj narobe. Taj pa ful dober. Se križali. No, Tjaša, ampak glej, lahko je pa mogoče pa v najboljši, tako da še ga probi. Taj z mete. Žrebčeva moč, ja. To je zelišče, imaš še za koliko zelišč? Vse so zelišče. To je 42 zelišč, ki imate zdaj, najbolj bogata zadeva. Tam jih je pa 7, bilo na prejšnjem, ko je žrebčeve moči. No, ampak tam se prav čuti ta... Mentol. Mentol, ja. To je naravno mentol popravenete, ne? Ja. Ja. To je sam zdravje. Tjaša, prav vidi se tvoje navdušenje, tako da za tega ta tretjega te ni bilo treba nič veliko prepričevati. Mogla sem probati, da s prve roke. No, in kjer ti je zdaj najbolj všeč? Vsi so dobri, najbolj mi pa všeč tale. Ta sreden. No, super. Aha, to je ta glina. Ja, se pravi, greš lepo not, se povaljaš, si sloj nanesteš na sebe in potem tu še pridajo 3 sedeži not, starejši, da se lahko usedejo, ne, pa se potem tak namažejo. Drugače pa to čudovita pasta. Gospa, jaz vas prosim, če res greste not, boste imeli življenjsko izkušnjo. Ja, z največjim veseljem. No. Da, Tomaž, zdaj prosim, če nehaš snemati, ker se bom slekla. Kar previdno stopite not, ker zadeva sicer pavska. Pavska? A zdaj se pa kar usedem? Jo, kar not se usedite, pa povaljajte, pa kar take malo v mladostniško razigrajte. Ne, kakva zadeva čudna, ne? Res, to. Ker dober feeling. Je, no, prekrasna zadeva je to. Se pravi, zato cilj je, da bi bil čim manj oblečen oziroma gol, ne?
To je tudi pol, bom rekel, iz zdravstvenega razloga cilj. Ja, tukaj Da ne imaš smemo, res v ker celem YouTube ne telesu. podpira golote. Drugače pa ful dober feeling. Zdaj, ko bo vročina, se bo to tudi segrelo, bo veliko toplejše, že zdaj ni hladno, ne? Potem bo še pa veliko bolj topla zadeva, ne? Če se Kar tako lete še ležem. dol, ja, tako, točno tako. Kaša. Potem pa si lahko zunaj, je mišljeno naprej, da boš sedel pa užival, ali čital, ali meditiral, ali se s prijateljem pogovarjal, ali pa kaj god Tako, počel, ja, razumete, ne? Tu je cilj, dokler se dobro počutiš, pa fajn, da se naneseš not zadevo na sebe, na telo, potem pa, da zunaj preživiš razliko in da se posuši to na tebi, ne? Tomaž, kaj pa če bi šla jaz, ko greva naprej zdaj proti Ptuju, pa da grem kar taka v avto? Ja. Glejte mojega novega prijatelja. Se tako lepo zastopva midva. Koniček, čak, zakaj se me pa zdaj bojiš? Koniček, pridi k meni. Ja, kako si ti lep. Tomaž je že Kako najdu si ti prijatelja. lep, fant. Koniček, prijatelja so midva, ne? Dejva en selfie narediti. Koniček, se ne grizeš ti, ne? Ja. Koniček, lep si ti. Ja, prijatelja sva midva, ne? Sva ne, ja, vidiš, ljubčka si mi dal, ne? Ja, ti ne grizeš, seveda ne grizeš. No, dajmo Tomaž. Na glavo? Ne, pazi, kadar si. Kar previdno stop noter, da ne boš padel. Ljudje sploh vejo, kaj je tole. Ja, ne vem, povej jim ti. To je glina, zdravilna glina. Menda, da te takoj pomlajša za 20 let in boste videli, kaj vam pridem, me ne boste prepoznali. To pa bi rada videla, no daj. Drsi, Ja, tako, pazi. kot si rekla. Ja. Ja, ne, zdaj se moraš pa kar... Feeling je pa hud. Ja. Zdaj se moraš pa kar ulešt. Kaj je to gostu? Ful, ja. Kaj je to gostu? Ti se lahko še fajn po glavi, ker nimaš to klas. A misliš, da bojo lase začeli? Ne vem, pa je da tudi. Čakaj. Ful hud občutek, hej. Se kar malo... Sem še tu, da bomo v isti barvi, da ne bojo kopalke kazile zadeve. Kaj še brez? Še glavo najboljš, lej. Če hočeš biti pomlajšan, moraš biti cel. Ja. Čak sem, če se glavo not potunkam, bojo oči problema. Ja, malo boš mogel, ne vem. Kaj pa ušesa, če boš šlo, ne se mi saj namazal. A ja, dober, ja, namaž se. Jaz sem se tudi po očeh budala. Sem cel, Si? Sam še povrh, tam, ko imaš lase. se pravi, da bojo lase rasle. Ja, seveda. Kako zgledam, Tjaša? Neprepoznavan. Neprepoznaven. To se pravi, bi lahko rekel, da si kar 20 let mlajši, kot te noben ne 20 prepozna. let, ko bo to začelo delovati. Aha, ja. Je hudo je to, ne? Ti, ko zdaj moram pa venjeti, ne? Ja, zdaj pa ven pa... Pa na sonce, da tole ven potegne vse Tako, vne po stare. pravilih naj bi 4 do 5 ur počakal, da se res to posuši na koži čist, pa si že kar nek robot, ki se komi premikaš, ampak takrat naj bi imeli to ta prav učink. Sorry. Ok, gremo pol ven, ne? Sam, da se te na tiste tvoj prijateljček ustrašil zdajle. A ja, misliš, da nov prijatelj, Ja. da se malo... Na kopalke se pa noče prijeti. A ne pravijo, da so neplanirane stvari vedno najboljše in to čist drži? Ja, midva sva semle prišla čist neplanirano, sledila sva tablam, sva rekla, greva tale glamping pogledat in lejte, zdaj sva pa, tle so najdal, da sva šla lahko koristiti tole, da sva se z blatom namazala, z glino, da bom prav rekel, Ja. ker mende
ful zdravilna, tako da jaz, ko sem že mečkam bolj v letih, sem se še pogledal, da bom bolj pomladil, se Tjaša pa rekla, da to ne noca, da je dosti lepa. Ja, tako da občutek je zelo dober, a ne? Tudi, ko greš noter, ko se potopiš v to glino, je zelo taka gosta, se zelo dobro počutiš, zdaj, ko se pa že malo strjuje na nama, je pa tudi tak prijeten občutek, no. Ja. Naj bi bil pa tako 4 do 5 ur, naj bi počakal, da se zares čist posuši. 5 ur ne bova, 1 urco pa bova, tako da malo more delovati, je tako. Neki siguren more. Siguren more. Tako da na koncu videa bova čist druga. Točno tako. Tjaša, misliš, da šlo tu sploh dol? še naredili. Ja, jaz sem rekel, da sem malo starejši. Da se še po obrazu pomladi. Tu, ko se je posušilo, kak se zdi, ne? Tako klepe želva. Ja, vleče skupaj. Ja. Zdaj gre prva runda dol. Groba. Sam to ne bo šlo hmalo dol, po mojem. Ja, lej, 1-2 ure pranja. No, zdaj pa še Tomaž, ki je malo bolj trdovraten. A bo šlo kaj? Tjaša, presenečen še ni konc, zdaj pa še gibanico dobila. In to haloško gibanico. Ja. To ne vem, če sem že kdaj jedla. Krasno je. Ale se en košček ti dam. Daš, ostale už pa ti, ali kaj? Ja. Tjaša, daj povej še eno tako zaključno besedo, mnenje v temle glampingu in vsem tole tukaj, kar imajo. Ja, jaz bi rada povedala samo to, da je to res kraj, nad katerim sva oba zelo navdušena. Tako da, če si res želite mir, tišine, spočit v nekem takem pristnem okolju, v stiku z naravo, je to res ta prav kraj za vas. Poleg tega, da so tukaj čudovito urejene glamping hišice, bazen, savna, nudijo tudi blatno kopel oziroma glineno kopel, ki je zelo zdravilna. Tukaj v okolici imate tudi lepe izhodiščne točke, smo nekje na sredini na eni strani je Boč, na drugi strani Donačka gora, tako da je tudi za pohodništvo ogromno možnosti, kot tudi za kulinarične, za ljubitelje kulinarike. Tako da jaz priporočam, da si pogledate tudi spletno stran glampinga Zeleni turizem, link najdete v opisu tega videa. Tako da jaz vam res srčno priporočam, da obiščete ta kraj, da živite to pristnost in tudi to gostoljubnost teh ljudi, ki se res počutiš dobro in sprejeto, ko prideš sem. Kaj praviš, Tjaša, ti na tole gramoznico Pleterje? Ne morem verjeti, da je to takole. Kdo ti je to predlagal? Seveda Tomaž. Ja. Zanimivo res, da se ljudje tukaj kopajo, pa supajo, pa tamle je za vejkat. Ful dobro, no. Dve leti nazaj sem jaz tukaj prvič bil in ni bilo takih zadev, tako da ni bilo treba, Tjaša, peš hoditi, ker moraš zdaj. Si šel z avtom? Z avtom in se lepo z avtom pripeleš, kamor češ in je to, ampak dobro, ne bova umrla tudi, če morava 100 metrov pešiti, ne. Tjaša je namočila noge. Koliko stopinj ima Tjaša? Ma po mojem je 24. 24, nima 25. Ali pa 25. Topla je, topla. Pa čista. Ja. Tako da tole je kar fino. Gremo zaplavati, Tjaša, da se še vso tisto glino damo dol. Spet najprej si, da vidim. Veš, da so morski psi? Ja, ne, to ne. So res, pisali v Cajtangu. A, da ni. Ja, res. Topla, ravno prav. Super je, super. Vsestranski športnik, praviš. Ja, še enkrat moram biti v plavanju tako. Daj dokumentar napisati.
Kaj mislite, kdo bi zmagal v plavanju, jaz ali Tjaša? Ja, ampak mislim, da moram povedati to, da sem jaz plavanje trenirala od svojega 7. leta. Resno? Res presežem. Šport. V Radovljici, ampak sem pol nehala, zato ker me je preveč zebel. Ampak sem trenirala kar par let. Ampak moraš povedati, če bi te premagal, bi bil pa res hud frajer. To bi pa bil, ja. Sam, jaz sem, da greva bolj v kakšnem takem, greva rajš na bazen tekmovati. Kjer češ, meni je posod isto. No, ok, greva na bazen. Dobro. Tjaša, današnji dan se zaključuje, kako ti je bilo všeč? Zelo mi je bilo všeč, zelo lep dan, čeprav ni šlo tako, kot sva planirala, ampak Je šlo še boljše. je šlo še boljš, ker ponovadi so neplanirane stvari še boljše, tako da res super. Jaz sem to danes, so se tudi malo kasneje odpravila in sem rekel, da nas sajt, to malo bo cajta, ne bo nič posebenega in evo, se ti pol naredi pa tak hud dan. Tako da tole je bilo res super. Ja, res, zgleda, da se zgodi, če ne planiraš. Ja, res. Tako da tole je vse za danes iz najnega izleta. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, sam ti rdeč gumb kliknite, naročite se pa zvonček. To je to, midva pa končujeva, zato ker, čeprav so zdaj blizu Ptuja, zato ker pač pol, kaj tema je slaba slika, greva pa zdaj smo malo že navade, greva pa v živo na YouTubu, tako da tlele se bova zrihtala, pa bo še v živo imela, mava pa temo zanimivo, nevošljivost, tako da... Ja, zanimiva tema. Hotela sem pa še povedati, da naju sledite na Instagramu, kjer bo objavila tudi kakšne lepe fotke, tako da to je to. Super.